na rekord. Nič 1 475 2 202, kako bi vi komu zaračunali dvakrat in pa seveda zgolj poklon ali pohvala, če želite in če ste za. Nič 1 475 2 202, nebuloze poslušate na valu 202, ki rešujejo male težave velikega ljudstva slovenskega. Situacija je blago zagatna. To je zato, ker je šlo za nek amandma, ki bi pravzaprav želel dodatno zaračunavati informacije javnega značaja, torej ne zgolj materialne stroške, ampak tudi delo, ki ga upravljajo javni uslužbenci, ki so že itak plačani od vas. Skratka, če tole zbanaliziram v maniri poročevalk komercialnih televizij, bi rekel, če bi vi torej nekega javnega uradnika, ki ga vi plačujete, vprašali, koliko vas pa plačam, gospod, bi gospod rekel, dajte me še malo plačati, pa vam povem, koliko me vi plačate. Zdaj, to je imeniten koncept, žal ni šel skozi, ker so nam pred pol ure stranke SMC s pomočjo Twitterja sporočili, da so amandma umaknili. Jasno, da zato, ker smo jih dobili, ampak probali smo in če je stvar v obliki amandmaja šla že dovolj daleč, ne, da je resna in hudič je skrit v detajlih. A vi veste, koliko podobnih kretenizmov in birokratskih nebuloz in siceršnjih nevšečnosti takole na dnevni ravni oziroma na ravni teh rednih sej državnega zbora sprejmejo, ne da bi mi vedeli. Slučajno smo jih tokrat dobili. Nič 1 475 2 202. A imate kako analogijo z vašega posla, kako bi komu na ta način zaračunali dvakrat? Naprimer, greš na parkirišče, plačaš parkirnino, potem pa želiš oditi z parkirišča, pa ti rečejo, še enkrat plačaj. Ni slaba. Boštjan, živijo? Ja, živijo. Jaz bi se, nimam analogije z mojega posla, imam pa, bi rad spomnil, Vinko Gorenak je enkrat hotel, da bi policisti zaračunavali za zapisnike ob nesreči. Če se prav spomnim, ne? Dvakrat, se pravi, plačani že tako kot servis, potem pa še zaračunavanje, da pridejo na kraj nesreče in naredijo zapisnik. Ne? Želite reči, da ideja predlagateljev sploh ni tako sveža? Ni sveža, ne. Bi jih lahko Vinko tožil za avtorske pravice? Evo, spet dvakrat, ne? Se pravi, on je bil plačan, da nekaj počne, pa še enkrat, da bo za avtorske pravice. No, ampak za tako izjemno idejo si je pa lepo sam pri sebi reči, ampak Vinko se je prvi spomnil. Ok. Boštjan, najlepša hvala. Tudi vam, živijo. Žal jim ni več pomoči, jaz tam to gledam, res jim ni več pomoči. Ni več pomoči. Ja, nam pa ni pomoči, ker, bom rekel to, ne, tistih pravih zdecov, pod narekovajem, ne, karikiram zdaj stvari, v bistvu ni več, ker vsi samo kimajo z glavo, da bi pa kjer udaril po mizi. Kaj, politika jih raznežlja. Tega pa ni več, ne vem, ali ljudje spijo, ali ne vem. A se vam zdi, da je ta gon po dodatni birokratizaciji učinek centra? Zdaj neki kmetiči pridejo v Ljubljano in potem rečejo, zdaj treba pa stvari komplicirati. Ne? Potem spišejo tako klobaso, da sem včeraj potreboval 1 uro branja in 3 telefonske klice mojih bolj, bom rekel, umnih kolegov, da so mi sploh pojasnili, kaj želijo storiti. Miha, jaz se časih sam sprašujem, to se bom zdaj za glas usmejal, sam sprašujem se, kdaj se bom jaz enkrat odločil, pa bom šel v Ljubljano, pa se mi ne da, ker sem že bil v Ljubljani zaradi nekih drugih stvari pred parlamentom. Robert, v Ljubljani boste začeli drugače razmišljati. Hvala lepa. Ne bom, hvala lepa, Miha. Spoštovani in cenjeni, kljub velikemu telefonskemu navalu, predlagam, da preusmerite, ura je namreč že 8:15, tole debato na sporedni komunikacijski kanal, torej na Twitter, na Lojtra Nebuloze. Mi pa, da jim še kdaj ne pride na misel kakšna podobna neumnost, nekaj te. Naši najboljši, gledamo vam pod prste, jebenti. Končajmo z anketo, koliko bi dali za podatek o plači uradnika? Nič. Ne bom plačala za to informacijo. Pa Rambo pove vse, privatizovati. Ne me jebati. Stari res, kad se učil pri Aidi, ne? Lepo vas prosim. Nič ne bi pripravljen plačati za to.
ne vem. To pa kon že Tomič. Mislim, da bi te stvari mogle kar javne biti, no, mislim. Sploh, ker se jih mi plačujemo, ne. Tako da to bi težko rekla. Na to res ne bi znala odgovoriti, pač, ker Ker ta odgovor je bil naravnost imeniten za to je to, ker to je ta iskrenost. Kako zveni iskrenost? Ker to je bil, moram reči, najbolj iskren stavek, ki sem ga doslej slišal. Sledi pa umetnina, in to velika umetnina estradnega umetnika Antonija Pušiča z naslovom Privatizovat kot ata na mamo.